Dober dan, se pravi, imamo nova geografija Evrope pred sabo, zmago levice na grških volitvah, prepričljivo, vendar za dva parlamentarna sedeža prekratko, da bi Syriza dobila absolutno večino. Ali se je Evropa spremenila z nedelje na ponedeljek? Se še ni, se pa bo, ne. To je kar, se mi zdi, očitno, ne. Ja. To je najava nečesa drugačnega, novega. Ja, ker približno tako pozornost kot dejstvo, da je Syriza zmagala, je požela tudi nominacija novega finančnega ministra grškega, šolanga na zahodu, v Veliki Britaniji, na zelo uglednih inštitucijah, potem predavatelja nekje med Sydneyjem in Teksasom in spodobenega ali pa odličnega poznavalca ekonomije, ki pa je doktorat delal iz statistike. Kar v argumentaciji Ki mu je ime? Yaris Varoufakis. Varoufakis. To ni ta nov model japonskega avtomobila. On mi deluje kot nekdo, ki mu gre verjeta, ne? Ta zunanji minister Varoufakis. Finančni, ja. Finančni minister, pardon. Skratka, on je bil tisti, ki je pokazal, a veš, zdaj tako, novinarsko pravilo v škandalih in, ne vem, nočnih črnih kronikah in podobne stvari je sledi denarju. V zadevah Evropske unije in sveta je pa isto, sledi denarju. Kaj se bo zdaj zgodilo, ne? Zdaj govoriva o resnem tisku, ne, zaradi tega, ker neresni tisk ima druge kriterije. Resni tisk, ne, ima pa ne, ker tukaj je dejansko treba slediti denarju oziroma še hujše dolgovom, ne, dolgovom, ki so povezani z Grčijo. Ti dolgovi so, zdaj bo mogoče mimo sekal, ampak v mojem spominu tam 330 milijard, 350 milijard. Nekje. Številke, ki si jih težko predstavljava. Ja, ena od številk, ki je predstavljiva, je jamstvo za grški dolg v višini, ne vem, 1,2 milijarde visi pa nad Slovenijo, ne? Med drugim, ja. Tako, ne. Skratka, če bi Grki naredili nekaj, kar bi bilo v smislu pogodb narobe, bi Slovenijo udarilo to v višini 1,2 milijarde. To je za nas precej denarja. To samo kot po nazoritu. Je pa tako, ne. Cipras, ki je zmagal, je podelil nekaj zelo populističnih obljub, ki jih ne bo mogel izpolniti, to oba veva, ne. Recimo 13 pokojnina, ne, ali pa božičnica. Tega ne bo mogel izpolniti. To tudi Grki vedo, ne, domnevam. Ja, zdaj, če vedo, ne vem, zakaj je obljubilo, ampak vse za zmago, recimo, ne. Ja. Medtem ko finančni minister je pa bolj realističen in on je pa pokazal nekako na to, ne, da se Grčija v njegovem razumevanju ne želi izogibati plačilu dolga in tako naprej, ampak da bi to postavilo smiselne gabarite, ki ne bo uničilo socialno podobo Grčije. To se mi zdi, da je ključno. In upozoril na to, da če bi v bistvu sledili temu noremu tempu, ne, ki v bistvu je že uničil zdravstvo, ki je že uničil šolstvo, ki je reveže naredil totalno revne in srednji sloj za reveže, da v tem primeru se bo zgodil nekaj, kar je logična posledica podivjanega kapitala. In če se prav spomnim, sem nekje prebral, da je on rekel, da je pač kapital zver, ki je lačna in stalno proizvaja krize. Stalno proizvaja krize, ker se z njimi hrani, ne. In da je na to treba biti pozoren zato, ker ta zver spreminja civilizacije. No, to je pa ključna ugotovitev. To je pa ključna ugotovitev, ki bi jo morali meditirati, in ko je to izrekel in ko je Cipras postavil te svoje pozicije, zato se strinjam ali pa mislim, ne, da smo že prišli na pot drugačne Evrope, prav zaradi tega, ker so postavljene te pozicije, ohranjajmo temeljne vrednote civilizacije in ne postavljajmo ekonomizma nad temeljno vrednoto civilizacije. To se mi zdi ključno sporočilo. Ja, mislim, zdaj, veš, če si prezveri, ne, prezveri je tako, ne, da kapital pa kapitalizem je seveda ves čas
lačen, sestradan, ima pa tudi drug refleks. Ne? Temu refleksu se reče, da jim skušati preživeti. Je res, da v zadnjih 20, 30, tudi 40 letih kapitalizmu ne grozi proletarska revolucija, česar se je kapital po letu 68, česar se je kapital po letu 68 tudi na Zahodu morda celo nekoliko bal, ali pa se je tega bal tudi po letu 45, pa je takrat pristal na nekaj, čemur se je rekel socialna država. Ali pa je na to pristal že leta, že v 30 letih. Do paca Berlinskega zidu je ta socialna komponenta v država funkcionirala. Ne? To je podivjalo po pacu Berlinskega zidu. Je pa ni, zaradi tega, ker če gremo slediti, veš, kdaj je kapitalizem začel ponovno postajati zelo ambiciozen, bi lahko rekli tudi tam, veš, v 80 letih s tečerizmom, z reganomiko in tako naprej. Ko se v Angliji, v Evropi kontinentalni, Nemčija je imela zelo pametno politiko. Ja. Mislim, Nemčija je imela do paca Berlinskega zidu zagotovo politiko, ki je temeljila na socialno-tržnem gospodarstvu, poudarjeno socialno. Švedska še danes. Švedska. Skandinavija, nekaj imajo. Dobre, z manjšimi stresi, ampak vendarle. Zdaj, ali Ciprasova zmaga ali zmaga levice obeta nekaj tazga kot proletarsko revolucijo oziroma ali predstavlja za kapital podobno ali namišljeno ali realno grožno, kot je nekoč zdavnaj bila proletarska revolucija, to težko rečemo. Je pa že grožnja, da ena država ne misli več sodelovati v tej igri, lahko razumljena kot grožnja z morebitnimi dominami, ki pa se potem lahko preselijo na Apeninski polotok, na Iberski polotok, konec koncev proti Franciji, pa seveda še kam. Jaz sem si ogledal danes pač neke resne komentatorje, nemške časopise, na primer FAZ. Frankfurter Allgemeine Zeitung pravi, da je Cipras nevarni populist. Pravi, da je, dosledno ga sicer označujejo za populista, imajo pa zraven zelo inteligentna in globoka razmišljanja. In ta razmišljanja, prvo, kar je, stvar jih skrbi. To je očitno, zato ker to v nadaljevankah zdaj nekako iz dneva v dan se to kar ponavlja. Drugo, kar je, pa enostavno skušajo povedati oziroma skušajo predstaviti stališče bančnikov in politikov Evrope, predvsem seveda Nemčije, ki pove sledeče. To je že pomemben sociološki ali socialni politični signal, kar se je zgodilo v Atenah oziroma kar se je zgodilo v Grčiji, in o tem bo seveda treba razmišljati. In seveda mogoče je najti način, kako rešiti to socialno zagato v dveh smerih. Prvo, kar je, nobena ta res, v prosti izrazu, zagamana finančna konstrukcija ne upravičuje tega, kar počne nad reveži oziroma nad socialno državo, kateri je treba zagotoviti nek minimum, to se pravi v luči tega in v luči tega, kar se je pač zgodilo z volitvami, bi bilo mogoče te stvari reprogramirati na neko daljše obdobje ali pa mogoče vezati na gospodarsko rast. Se pravi, če je večja gospodarska rast, se vrača malo več, če je manjša gospodarska rast, se pač plačuje malo manj. Ampak plača pa se, se pravi, tako ali drugače boste plačali, to je sporočilo Nemčije, tako, po dolgem rečeno, Potem drug moment je preprosto ta, ki ga pa evropski politiki ne upajo povedati na glas, zato komentatorji ali pa tisti, ki o tem razmišljajo, položijo v roke običajno Američanom, ki so glede tega bolj jezični in manj jih zavezuje neka korektnost. So pa strokovno še vedno na nivoju. In sicer eden od njih, pa imena ne znam ta trenutek izgovoriti, pravi, da je treba preprosto, seveda, če ukineš evro, razpade Evropa. V tem ni nobenega dvoma. Lahko narediš pa 2 evra, južnega pa severnega. In južni evro je tisti, ki je drsno, kar lažje drsi.
je manj stabilen, lahko devalvira, lahko skratka se razvrednoti in tako naprej, ne? In se postavlja razmerje do severnega evra. In zato, zakaj? Zato, da bi se države Južne Evrope ali pa južne, v mislih imamo Grčijo, v mislih imamo Italijo, v mislih imamo zlasti omenja Francijo, potem seveda Portugalska, Španija in verjetno bi sem na nek način lahko v določenih okoliščinah padla tudi Slovenija, domnevam, ali pa ne, ker smo zadosti majhni, da smo fleksibilni, to ne vem. Ampak da bi lahko uspešneje sanirali svoje gospodarstvo, zato ker je nižji tečaj vedno bolj stimulativen za izvoz. Ne? In potem, ko bi to uredili, bi se spet izenačili z severnim evrom in postali enotni evro spet. Skratka, da bi naredili nek tak model. Mislim, da je to malo utopistično, ampak ideja kroži. Ne? In to pove tako dokaj prostodušno, pove pa nekaj. Zgoditi se bo moral, neka rešitev bo morala priti, nekaj se bo moralo zgoditi, ne? Nekaj bo kako ne rečem, potrebno. Kako, ne? Potem komentator zelo dobro zaključi pa reče, ampak obstaja pa nedvoumen konsens, da je EU neprimerno strateško bolj pomembna kot ECB, kar pomeni, ne? Evropa ne sme razpasti. In seveda zdaj, če Grki to vedo, ne, lahko naredijo samo to, ne, da postavijo pametne, racionalne pozicije, s katerim bodo uspeli, ali pa postavijo izsiljevalske pozicije, s katerim lahko tudi uspejo, ampak se bo to potem kot bumerang vrnilo v neki drugi obliki. Ne. In ta pozicija, mislim, meni osebno je všeč, da je Syriza zmagala po pravici, ne, ampak tega ne rečem brez pridržkov. Ne. Pridržki tvoje so pa kaj? Ja, recimo že sama ta konstrukcija vlade, da se skrajna desnica pa levica združita v koalicijo, je povedna. Ja, Grčija je svet v malem, ne? Pred dnevi, ne, je sinhronizirano z zasedanjem Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu prišla na naše mize neka dokumentacija o razporeditvi svetovnega bogatstva. Ne? In ta analiza je kazala, da bo v zelo kratkem času prišlo do tega, da bo 1% svetovnega prebivalstva, najbogatejši, nadziral že več kot 50% svetovnega premoženja. Ne? Se pravi, 1% bo imel v lasti 50 in več odstotkov vseh svetovnih sredstev. Ne? Zdaj, v tem trenutku je to še mal nižje, za kakšen odstotek? Vendar se tej točki približujemo. Ne? Za Grčijo velja zelo podobno. Ampak ali o tem se zdaj že govori? Do zdaj se pa to nekako ni govorilo. Ne? In to, da se govori, je signal. Sej je imel seveda svoje odmeve tudi v Davosu, kamor so hodili izključno tejle fantje iz 1%, ne? Ki se zavedajo, da je to točka, na kateri je kapitalizem kot tak ogrožen. Ne? In pač s čim se ukvarjajo? Ukvarjajo se z vprašanjem, Syriza je v tem primeru naš zaveznik. Ne? Ja, veš, kaj pa Grčija? Ne? Grčija je zgodba 1% izjemno bogatih ladjarjev in trgovcev in upraviteljev pristanišč. Ki so zelo slabo obdavčeni. Ne? Ja, in preostanka, ne? Ja. Ki je zdaj izgubil še srednji sloj. Ne? In zdaj vprašanje, ki se zastavlja, je, ali zato, da se ohrani sistem, kakršen je, se povrne srednji sloj k življenju, ali pa gremo v smer nečesa, česar pa ne poznamo. Ne? To je pa še neartikuliran razpad kapitalističnega sveta, če se bodo te razlike povečevale prek neke točke. Nihče ne ve, kje govorimo o svetu. Ne? Pravim, v svetu kapitalizem ne bo propadel. Pravim, da je Grčija svet v malem. Ne? V svetu ne bo propadel, zaradi tega, ker je delovna učinkovitost postavljena na raven ideologije in sanj.
zlasti v Ameriki, tako da to ne more propadati, sem popolnoma prepričan, da ne. Lahko se pa zgodi to, ne, da se povečuje moment suverenosti državljanov znotraj države in da država to razume. In to vodi v socialno državo. To, kar dejansko je bila Evropa vrednot, že vse od začetka razsvetljenstva pa do zdaj ta model je pod udarom. V Ameriki pa ne smemo pozabiti to, kar je Obama zadnjič povedal v kongresu, ne? Ja. V kongresu mislim, da je govoril. Seveda, ne? Izredno pomembna stvar. On je izrazito govoril v nagovoru naciji. Tako je v nagovoru naciji. In ta trend se mi zdi, da se v Evropi zdaj pojavlja, o tem trendu se govori, se ga premleva in Siriza je njegov glasnik, ampak gre pa za nekaj zelo pomembnega, isto v Sloveniji. Slovenija je ravno po istem vzorcu problematična, ker ekscesno omogoča bogatenje pač nekaterim ljudem, ki, veš, kapital je neobdavčen praktično, ne? Medtem ko veš, bi vse, kar je svetovna kriza povzročila, naprtl srednjemu sloju, ne? In v Grčiji se mi zdi, da bi Cipras lahko izvlekel poanto in naredil en zelo velik preboj, pač tako, da bi uredil notranje razmere in sicer, da bi postavil ad ena. Takoj je treba zagotoviti socialni minimum in socialno dostojanstvo. Takoj je treba denar poiskati znotraj sistema, ne iskati spet posojil od zunaj, ampak enostavno obdavčati bogate, ta denar vrniti v sistem, postaviti ravnovesje, ki jim bodo ljudje verjeli. Ko bodo ljudje verjeli tem ravnovesjem, bodo postali sami produktivni in kooperativni pri sanaciji države, ne. Mislim, to so psihološki učinki, ki vedno delujejo. Tudi v Sloveniji, recimo, če ljudje vidijo, da obstaja napor za rešitev države, so pripravljeni dejansko pri tem sodelovati. Če pa vidijo, da jih nekdo stiska za to, da bi v bistvu iz tega izvlekel še profit, se pa temu uprejo in grejo na ulice, ne. To je bilo zelo vidno, ne. V tem trenutku se ljudje z aktualno vlado zelo ne strinjajo, ampak so pripravljeni potrpeti, ker nekje v ozadju vidijo neko namero, ne, vsaj to, ne. Medtem ko za časa prejšnjih vlad, ne, so bili pa takoj na cesti, v hipu, zato ker so zelo jasno vedeli, da se dogaja neka demagogija za reševanje države, znotraj katere bo prišlo do socialne preureditve, do ekscesnih bogatenj in tako naprej. Ljudje to pač znajo videti, ne. In če bo Cipras to zagotovil, bo tudi bo na nek način primoral upnike, da bodo razmišljali o smiselni reprogramaciji dolgov, pač če to narediš za dolgoročno, ne, potem stvar postane znosna, ne. Vrniti denar bo pa treba, zaradi tega, ker tukaj so pa posojilodajalci popolnoma neizprosni, ne. Ja. Kakšni bodo učinki Sirize v Sloveniji, zmage Sirize v Sloveniji? Ja, jaz mislim, da se Slovenijo posredno preko evropskih trendov vrača. Preko Bruslja, tako rekoč nazaj, neposredno, saj tako, mislim, ta magija ali pa ta kemija slovenskega politikuma je pravzaprav neverjetna. Mi si tukaj vsa leta domišljamo, da imamo neko avtonomno politiko, v bistvu se nam pa enako dogaja, kot se, veš, ko se je Evropa oblačala v desno, se pa nas obrnilo v desno ali pa v neoliberalno, ko se obrača v levo, se pa nas obrača v levo, ampak se tudi po celem svetu obrača v levo, ne. Zelo negotovo je to, kaj se bo v Franciji dogajalo, ker to pa je zelo pomembno zdaj, ne. V Nemčiji imamo Pegido. In ta Pegida veš, tako je nacizem nastal, ampak ni nastal tako, da je prišel eden s političnim programom, ampak je eden v bistvu krotil revščino oziroma nesorazmerja in jih je pakiral v predsodke. Tako je nastala ta antisemitizem, ne. In Pegida ima zelo podoben problem, ne. Ko je Schröder, ne, to so se midva pogovarjala že, ko je Schröder naredil že pred 10 več leti program za rešitev Nemčije, so ga dosledno izpeljali, Nemci so to razumeli, so strnili vrste, bomo rekli tako, ne, so strnili vrste, so se pustili vzeti neke pravice, plače, denar in tako naprej znižati in imajo zato danes temu ustrezno nizek štandard, ne. In ko Nemci vidijo, zlasti tisti, ki so recimo, ti imaš tam ravno včeraj doktor Ušlaj Pravuk, njegova tašča profesorca v Berlinu, ne, upokojena, ima 1000 evrov penziona, ne. Ker je bila pač v vzhodni Nemčiji. 1000 evrov penziona. Zdaj si zamislili, da ima univerzitetna profesorca 1000 evrov penziona, ne? Nekdo ima pa povprečna plača v Grčiji, pa do nedavna, povprečna pokojnina v Grčiji pa do nedavna bila 1600 evrov, ne? In tukaj so pol tista nesorazmerja, ker Nemci enostavno znorijo in rečejo, mi moramo plačevati za Evropo, Grčijo in tako naprej nenormalne vsote denarja.
Seveda je tukaj veliko demagogije, zato ker tisti bankiri, ki so pa izvlekli svoje koristi nazaj, so pa medtem molčali in naredili zavezo s politiko, ampak v populističnem smislu pa ta argument blazno dobro funkcionira. Ne. Potem imaš zdaj Charlie Hebdo efekt v Franciji in če pridejo Le Penovci na oblast, pa Marie Le Pen, potem se od tega ni mogoče obetati popolnoma nič dobrega in pozitivnega, ne. Če se podobni trendi še kje drugje začnejo dogajati. Ne. Lahko bo pa ravno obratno, bo pa ta učink, da je treba reševati socialno podobo države, recimo to, kar je, zato jaz osebno bi položil zelo velik pomen v izjave Baracka Obame, ne, ker se iz Amerike običajno v Evropo vračajo trendi. Ne. In to, da je on rekel, da je treba srednje sloje obnoviti. Ne, mislim, to, da je on to v nagovoru naciji rekel, ne, pomeni, da je predtem zelo temeljito testiral teren, seveda, tudi pri finančnikih in industrialcih in tako naprej. Ne. Tega ni rekel na pamet, brez nekega raziskave, vsaj tiho artikuliranega soglasja zelo pomembnih kosov ameriške elite. Absolutno, se strinjam. Ne. In Evropa se mi zdi, ki je bila pa tradicionalno bolj občutljiva na srednji sloj, ne. Se mi zdi, da bi to stvar lahko toliko bolj zagrabila in v tem smislu je Syriza kvečemu samo en dodaten impuls k pomembnejšemu razmisleku. Ne. Seveda, kot rečeno, ne, Grčija zdaj lahko igra na karto izstopa iz evra in izstopa iz Evropske unije. Na nek način bi s tem svojo usodo vzela v svoje roke, ampak v globalnem svetu se mi zdi, da bi vlekla kratko in finančni minister to zelo dobro ve. In zato bo poskušal najti formulo, kako znotraj strukture, ki so dobro postavljene, izvleči dolgoročno rešitev. Evropska unija ravno tako ve. Nemci so zelo dobro zavedajo, ne, da so v Evropi, da so v svetu popolnoma premajhni, da bi preživeli, zato rabijo okolje, v katerem bodo lahko svetovno konkurenčni, in to je Evropska unija. Ampak ker Evropska unija ne deluje, so si vzeli pa za poslanstvo, da jo uredijo. Način, kako jo urejujejo, je pa protestantski. V smislu, lahko potrošiš samo toliko, kolikor si proizvedel. V Grčiji seveda to ne deluje. Ne. To deluje na severu, na jugu pa to ne deluje, preprosto zato, ker so stvari ušle predaleč. Ne. In potem so se noter seveda bankiri zapodili, posojilodajalci, ki so svoje interese zaščitili, reševali banke namesto ljudi v Grčiji, in zdaj treba narediti pa strukturne spremembe. Magična beseda po celi Evropi so strukturne spremembe. To je magična beseda, to je magična sintagma. Kaj to pomeni? Strukturne spremembe pomeni narediti vzdržen model, da bodo javni prihodki pa javni odhodki v nekem pametnem razmerju in da bo država v tistih fiskalnih okvirih. Zato je tudi ena od teh pojavnih oblik reševanja vojaka Evrope je zlato fiskalno pravilo, ki ga prav te dni diskutirajo v slovenskem parlamentu. Ne. Pa mislim, da bo pa v tem naslednji teden. Ja, lahko da bova, pa kjer je pa v bistvu otrok istega problema, iste matere. Ne. Hvala lepa.